Dober večer. Potem, ko je predsednik vlade Robert Golob na seji mestnega sveta Novega mesta predstavil ukrepe, s katerimi naj bi zagotovili večjo varnost v jugovzhodni Sloveniji, se že vrstijo prvi odzivi. V opoziciji še vedno vztrajajo pri njegovem odstopu, vložili pa so tudi interpelacijo proti ministru Luki Mescu, ki je koordinator za romska vprašanja. Očitajo mu neustrezno reševanje romske problematike in zavračanje bolj rigoroznih ukrepov, ki so jih v preteklih 2 letih predlagali župani in opozicija. Kdaj bodo ukrepi, ki jih je včeraj predstavil premier Golob, zaživeli v praksi, kaj pomeni današnja odločitev, da bo koordiniranje vseh operativnih kadrovskih nalog policije na območju Novega mesta prevzela uprava uniformirane policije, generalne policijske uprave. Kdaj bo sklicana izredna seja, na kateri bodo poslanci odločali o vladnih predlogih, vse to bomo izvedeli iz prve roke, saj je naš gost predsednik vlade Robert Golob. Dobro večer. Dobro večer. Včeraj ste bili ob začetku vaše predstavitve restriktivnih ukrepov deležni žvižgov zbranih protestnikov, ki so, ko ste predstavljali te ukrepe na začetku, dejali, vzklikali odstop, odstop. Boste sledili njihovem pozivu in odstopili? Moj odstop v tem trenutku bi bil izključno in samo beg pred odgovornostjo. In jaz nikoli ne bežim pred odgovornostjo, tako da o tem sploh ne razmišljam. Zakaj ste v Novo mesto tudi včeraj prišli tako zastraženi v spremstvu policijskih specialcev, tako da novinarji nismo mogli niti posneti vašega prihoda? Se koga bojite? Poglejte, vsa ta policija, o kateri govorite, je bila v Novem mestu že dan prej. Bili so tam z namenom, da zaščitijo lokalno prebivalstvo. Bili so v akciji, tudi v 2 romskih naseljih, in zaplenili so celo orožje, dan pred našim prihodom. Njihova naloga je, da poskrbijo za varnost. In jaz sem z začudenjem, tudi žalostjo prebral novico, da so celo med udeleženci shoda včeraj, tistimi, ki niso bili iz Novega mesta, zasegli orožje, mačeto, nože in podobno. Ne gre za to, da bi se jaz koga bal. Gre se za to, da varnost je osnovna pravica, za katero sem jaz, kakor hočem ali nočem, zadolžen, da poskrbim, da bo za vse enako veljala. Včerajšnji shod, mi dovolite, je bil pa nekaj, kar je Novo mesto potrebovalo. Jaz sem bil v Novo mestu v nedeljo, takrat sem čutil primarno in samo žalost. Včeraj sem poleg žalosti začutil tudi jezo, tudi strah. In slišim to jezo in strah in zato so ukrepi, kot smo jih prišli predstaviti, taki, da morajo med ljudi vrniti spet mir. In to je edina stvar, ki v tem trenutku je pomembna. Vse ostalo je nepomembno. Zakaj se recimo, glede na to, kar ste mi zdaj odgovorili, potem včeraj niste odločili in nagovorili Novomeščane in ostale, ki so bili recimo zbrani in so vas poslušali v mestni hiši, da bi stopili pred njih in jih nagovorili? Zato, ker, gledajte, jaz sem bil povabljen na mestni svet, celoten dogodek je bil v režiji mestne občine Novo mesto, vsi smo govorili vsem občanom, vsem, ki so bili zbrani. Ne razumem, o čem me sprašujete. Ne sprašujem se vas, da bi lahko recimo, samo da zdaj jaz artikuliram, da bi recimo kot predsednik vlade, ker to so tudi vaši državljani, ki so bili tam zbrani na protestu, da bi jih nagovorili neposredno, ker se zavzemajo za isto stvar. Nagovoril sem jih natanko enako kot vsi ostali, kot na primer župan mestne občine Novo mesto. Če bi vedel, če bi župan organiziral drugače, bi seveda se tudi jaz držal enakega protokola. Protokol ni bil nikakor odločen z moje strani, ampak sem sledil temu, kar je mestna občina pripravila. Ali nam lahko poveste iskreno, ali ste podcenili opozorila ljudi, županov iz jugovzhodne Slovenije, ko so vas opozarjali, da v bistvu so njihova življenja ogrožena? Videli smo lahko posnetke, kako nekateri posamezni pripadniki romske skupnosti z kolom tepejo policista. To pomeni popolno nespoštovanje države in da niste ukrepali že prej, ker zdaj ob istih veljavnih zakonih vidimo, da se je policija zganila, vse skupaj se je zganilo. Najprej naj povem, da žal ne drži. Sedanja zakonodaja ne omogoča učinkovitega delovanja in vam bom povedal zgodbo, ki je zelo sveža. Takoj po shodu smo slišali iz enega od naselij, to je bil Žabjak, strele z avtomatskim orožjem. Seveda so posredovali tako posebna enota, kot tudi specialci.
Ampak ko so oni prišli na kraj dogodka, so tam našli tulce, vedeli so, da je orožje v eni od hiš, ampak nimajo po zakonodaji pooblastila, da v katerokoli hišo vstopijo. Predlogi in ukrepi, ki bodo vključeni v Šutarjevem zakonu, bodo natančno to naslovili. Naslovili bodo, da na območju, kjer bo znano, da gre za ogroženost, ki je povišana, in ko se bo zaznala uporaba orožja, bodo policisti končno prvič v zgodovini Slovenije dobili pooblastilo, da lahko izpeljejo racijo in preiščejo objekte. To je razlika med sedanjim stanjem, ko so se specialci lahko samo pripeljali, nemočno si ogledovali hiše, v katerih je bilo orožje, zavarovali sicer lokacijo, nikakor pa niso mogli odkriti storilcev in zato se lahko nekateri kriminalci, očitno med Romi, posmehujejo. In to streljanje včeraj je bilo posmehovanje. Posmehovanje državi in policiji, nič nam ne morete. In to posmehovanje bo trajalo samo še par tednov, dokler Šutarjev zakon ne bo sprejet. Zakaj tega ni naredila katera vlada prej? Veste zakaj? Ne samo moja. Zato, ker gre dejansko za zaostritev varnostne zakonodaje, za podelitev bistveno večjih pooblastil policiji. Žal je moral zato nekdo umreti, pa ni bil prva žrtev, ampak zdaj in ta vlada pravi, dovolj je bilo, če je potrebno, zato da se soočimo s kriminalom, ne z Romi, poudarjam, ne z Romi, s kriminalom, če je potrebno, da se s kriminalom, ki je očitno dobro oborožen, z avtomatskim orožjem, soočimo tako, da bo policija dobila večja pooblastila, potem je to pot, po kateri bomo šli. Bom predrugačil vprašanje, pa vam ga postavil še enkrat na malce drugačen način. Ali ste podcenili, recimo, ta opozorila, da se ne ponavljam, ker ta zakon bi lahko predlagali že pred to tragedijo, te ukrepe. Iskreno vas sprašujem, ali ste podcenili opozorila, da so... Ne. Vam bom razložil. Zakaj ne? Noben od zakonov, o katerih vi govorite, ki so bili 4-krat vloženi, se ne ukvarjajo s to problematiko. Noben od teh zakonov ne govori o tem, da je treba dati policiji večja pooblastila, da se bo lahko soočila s kriminalom. Žal se ti zakoni so primarno osredotočajo na druge problematike, nekatere smo celo že izvedli, ne da jih bomo, smo jih že izvedli. Izvedli smo, na primer, obvezno vključitev v vrtec, tudi za romske otroke. Izvedli smo obvezno obiskovanje osnovne šole. Prvič, s 1. septembrom, letos, že deluje. Ampak eno so ukrepi, ki so usmerjeni v integracijo in na nek način prevzgojo romske populacije. In tej nekateri že delujejo. Prvič smo jih peljali v tej vladi. Drugo je pa, in popolnoma drugače, je pa varnostna problematika odraslih kriminalnih združenj, kriminalnih skupin in posameznikov, ki na koncu pripeljejo tudi do uboja oziroma umorov. To je tisto, kar je ključno pri Šutarjevem zakonu, ker moramo najprej urediti varnostno problematiko, če želimo se potem pogovarjati o prihodnosti posameznikov iz romskih naselij. Ne moremo pustiti varnostne problematike, kjer je dobesedno so romska naselja ugrabljena so strani oboroženih kriminalcev, dokler ne bomo tega razčistili, dokler policija ne bo mogla učinkovito posredovati, ne moremo pričakovati, da se bodo Romi obnašali kot vsi ostali. Ampak, glejte, gospod Golob, že te ukrepe, ki jih je opozicija predlagala, so nekateri vaši poslanci, ki so bili v parlamentu, so jih zavračali z obrazložitvijo, da so prestrogi, da preveč posegajo v človekove pravice in tako naprej. Zdaj pa tako, brat, kako boste zagotovili, da bodo vsi poslanci Svobode zdaj podprli vse te restriktivne ukrepe in predvsem me zanima, kako boste zagotovili, ali vam je vseeno, ali jih bo podprla tudi Levica? Najprej ne povem, da ne rabite se bati za glasove Svobode, zaradi tega, ker tej bojo zakonodajo podprli, ker je usmerjena v prave stvari, ker je usmerjena, da se najprej zagotovi varnost. Pa da bom dal primer zakona o vozniških dovoljenjih, ki je bil zavrnjen. Eden od teh zakonov je bil, da se nekomu, ki ni zaključil osnovne šole, ne dovoli opraviti vozniškega izpita. Na prvi pogled super ideja, dokler nas niso avtoprevozniki, ki imajo ogromno šoferjev iz tujine, opozorili, da v tem primeru bojo ostali brez šoferjev.
Slovenci pa brez blaga. Seveda takih zakonov, ki so tako nesmiselno napisani, pa mogoče na prvi pogled všečni, nismo mogli podpirati in verjamte mi, da tudi s temi zakoni ne bi preprečili in niti uredili varnostne situacije v romskih naseljih. Sedaj pa se Šuterjev zakon ukvarja s tem, zagotoviti varnost. To je primarna naloga spremembe zakonodaje. Ima minister Mesec še vašo podporo, tudi po vložitvi današnje interpelacije? Pri teh interpelacijah, jaz se opravičujem, pri teh interpelacijah je vedno en in isti vzorec. Ne vem, katera že je, spet bo neuspešna in vedno jo vložijo tik pred tem, ko bi moral tisti minister pokazati rezultate svojega dela. Tako je bilo pri ministru Maljevcu. Vsi vemo, da je dolgotrajna oskrba ravno zdaj, s 1. decembrom, prehaja v fazo, ko jo bojo deležni koristi ljudi in so z interpelacijo poskušali sesuti napore vlade, da bojo ljudje imeli korist. In tudi tukaj ocenjujem enako. Za odstop je vedno dovolj časa in volitve so blizu in ljudje so tisti, ki bojo ocenjevali, koliko smo bili uspešni. Ne, počakajte, da pojem do konca. In minister Mesec ima zdaj nalogo, da zagotovi take ukrepe tudi na socialnem delu, ki bodo izpolnili to, kar smo si zadali. In v tem trenutku vam lahko zagotovim vsi ukrepi, ki so bili včeraj predstavljeni v Novem mestu in za katere smo dobili tudi aplavz ljudi v publiki, jih minister Mesec podpira. In njegova naloga je, da jih pripravi na način, da bodo tudi izvedljivi. In ko bo to narejeno, nastopi čas za ocenjevanje njegove odgovornosti in nič prej. Ampak omenili ste ljudi, ne? Ljudje, ki so bili zbrani na trgu, ne, so glasneje zahtevali njegov odstop kot recimo vašega. Pa kaj ima to veze? Odstop je beg od odgovornosti. Jaz razumem... Ampak zakaj ste pa potem odstopila minister Poklukar, pa zakaj ste potem sprejel njegov odstop ministrice Katičeve, če je to beg odgovornosti? Potem bi jih pustili na istem mestu, tako kot Luko Mesca, pa bi reševali naprej situacijo. Preprosto. Zato, ker ona dva sta sama ocenila, da zaradi nedelovanja državnega aparata, državni aparat je bistveno več kot samo vlada, da ne bo nesporazuma, sprejemata objektivno odgovornost. Ugotovila sta, da sama nista naredila nič narobe, ampak aparat ne deluje. In zato, ker aparat ne deluje že dlje časa, sta to odgovornost sama sprejela. Mogoče bo tudi minister Mesec prišel do enakega spoznanja, ampak to je njegova odločitev. Vi me sprašujete o interpelaciji. Interpelacija pa ni njegova. Interpelacija, če bi bila iskrena, če bi opozicija res želela dobro ljudem in predvsem večjo varnost ljudi, imela je ogromno časa, da to naredi, ko je bila na oblasti, pa ni. In predvsem bi zdaj pustila, da se zakonodaja, ki je bila predstavljena in za katero vam jaz povem, moče se vi ne strinjate z njo, jaz pa vem, da ima zelo široko podporo med ljudmi, ker ljudje imajo dovolj kriminala in ta zakonodaja, Šuterjev zakon je usmerjen v dovolj je kriminala. Kdor to verjame, bo zdaj pustil vladi, da v enem naslednjem mesecu tak zakon spravi v življenje in se bomo potem ugotavljali, ali smo bili uspešni ali ne. Ampak, lejte, gospod premier, ne, tudi če vi čez en mesec sprejmete ta zakon, problem je vedno pri izvajanju ljudi, ki ga izvajajo. Ne. Vi pravite, da je državni aparat odpovedal. Ne. Kako boste vi zdaj zagotovili, da te isti tožilci, isti policisti, isti sodniki ne, bodo to obravnavala drugače, kot so doslej? Ker policistom se je velikokrat zgodila krivica, pripeljali so, ne vem, recimo storilca pred preiskovalnega sodnika, ne, ta je pač odločil, da ga izpustijo. Razumete? Poleg tega tudi... Vse to naslavljamo v Šuterjevem ne, ampak zakonu. Ljudi, kako boste spremenili miselnost teh ljudi, teh tožilcev, teh sodnikov in tako naprej, da bodo zdaj drugače reagirali ob takih situacijah? Veste, kaj ste ravno naredili? Ravno kar ste priznali, da je aparat, ki nima zveze z vlado niti s parlamentom, odpovedal. In to je to, kar jaz govorim ves čas. Odpovedali so žal ljudje na nižjih nivojih. Zakaj? Zato, ker je zakonodaja očitno bila taka, da jih ni napeljevala k reševanju problema, ampak k izogibanju pred odgovornostjo. Meni je žal, da je tako. Zdaj bo zakonodaja drugačna. Mi smo se usedli z njimi. Usedli smo se s policijo, usedli smo se s tožilstvom, usedli smo se s sodniki. Vse smo vprašali, vse to sedimo že 6 mesecev in smo jih vprašali, kaj potrebujete, da boste pri svojem delu, pri pregonu kriminala, ki se je razrasel žal, ne samo v romskih naseljih, širše v Sloveniji, da boste bolj učinkoviti. Šuterjev zakon.
Je točno to, naslavlja kriminal v celi Sloveniji, poudarjam v celi Sloveniji, in uvaja tiste novosti, ki bodo policiji, tožilstvu in tudi sodniji dali možnost, da bodo bolj učinkoviti pri pregonu kriminala. Ampak gledajte, to na ta delovanje teh ljudi ne vpliva seveda tudi vlada, ne? Ker recimo... Ne, se motite, na tožilce ne moramo, na sodnike samo tudi ne. artikuliram. Govorim vam, recimo, vlada imenuje generalnega direktorja policije in daje tudi mnenje na izbiro generalne državne tožilke, ki jo potem imenuje sodni svet, ne? Se pravi, vlada ima nek vpliv, da bi že lahko v okviru obstoječe zakonodaje vseeno lahko recimo vodila bolj restriktivno kriminalno politiko. To sploh ne drži. Jaz vam res svetujem, da se pogovorite tako s policisti, tožniki. V zakonu piše, da šefa policije imenujete vlada. To že, to nima veze. Lejte, zdaj ste pomešali vse. Ne, jaz mislim, da ne. A se vrneva lahko na ukrepe? No. Jaz sem vam dal prej en primer, vam bom dal drugi primer, zakaj sedanja zakonodaja zveže roke in povzroča frustracije tako policiji, kot tudi tožilstvu. To so tako imenovane ponavljajoči se prekrški. Danes lahko nekdo, ni važno katere narodnosti je, povzroči 10, 20, rekorderji imajo čez 50 prekrškov in imajo celo izdane globe in jih ne plačajo. Zakaj jih ne plačajo? Ker jih ščiti zakonodaja. In ko to vidijo policisti, ko to vidijo tožilci, ko to vidijo ljudje? Ne, vi ste me spraševali o aparatu. Jaz vam govorim, kaj moramo spremeniti, da bo ta aparat zaživel. Zakaj vemo, kaj moramo spremeniti? Ker se z njimi pogovarjamo že dlje časa, zdaj smo prišli do točke, ko je družbena klima taka, da ne bo teh sprememb, ki bodo restriktivne za celo državo, nihče zares ustavljal, ker smo se vsi soočili s tem, in to je tragedija tega dogodka, da je vsak od nas lahko Aleš Šutar. Ker je šlo za naključni zločin iz objestnosti človeka, ki je bil vzgojen v prepričanju, da mu nihče nič ne more. Nihče mu pa nič ne more, temu mlademu Romu, zato, ker mu je država dala to zagotovitev skozi nedelujoč aparat. In vam bom dal še en primer, kaj bomo spremenili, ker mi je žal, da me ne vprašate. Glavna stvar pri kaznovalni politiki. Veste, katera bo? Danes, če vas napade skupina ljudi, ni važno, kjer je narodnosti, in vas razbijejo, je na vas, da se odločite, če so vas ubili, potem bo to naredila namesto vas država. Če ste pa vi samo poškodovan, telesno poškodovan, je na vas kot na žrtvi, da jih prijavite. In kaj se zgodi, ko pridete vi kot žrtev, ki ste prijavili storilca, k sodniku danes? Ta storilec sedi v isti dvorani, se vam posmehuje, vam grozi in nihče mu nič ne more. Tako je situacija danes. Ne bo več tako. Po tem zakonu, ne je pomembno, po tem zakonu bomo zaščitili žrtve. Ne bo več žrtev tista, ki bo morala preganjati nasilneže, ki so mu povzročili telesne poškodbe. Ampak bo to dolžnost policije in tožilstva, po uradni dolžnosti, kar danes ni. O tem vam govorim. Gospod predsednik vlade, ne, vi mene narobe razumete. Jaz vas zelo dobro razumem, kaj želite vi povedati, ker to problematiko spremljam že res 20-25 leta. In ali ste postavljali ta vprašanja komu od mojih predhodnikov? In vam je kdo odgovoril, da bo spremenil zakonodajo? Kolikokrat so me obtožili, da sem na strani represije in tako naprej, ko smo opozarjali, kaj se dogaja. Tu ni represija, to je zaščita žrtev. Ja, ampak že nekateri odzivi, prvi na ta vaš predloga zakona so, da je to preveč represivno in da ne bo zdržalo. Človek je umrl. Vem, sej se ne prepirava. Če je potrebno, jaz vam samo govorim, kakšni so nekateri odzivi. In jaz sem na te stvari opozarjal dolga leta in vedno sem bil deležen, a ne odgovora, da sem, ne vem, da si nestrpen, da si preveč za represijo in tako naprej. Mi da se ne prepirava, da ne bo pomagate. Samo jaz vam govorim, kakšno je bilo vzdušje. Da se najti rešitve po dolgih dialogih in pogovorih z vsemi v aparatu, se da najti tudi rešitve, ki niso restriktivne kar tako, ampak ki imajo primaren cilj, da varnost zagotovijo tako, da zaščitijo žrtev, ali potencialno, ali dejansko. Danes žal prevečkrat zakonodaja ščiti storilca. Menite, da vam bo uspelo za te bolj strožje, represivne ukrepe pridobiti tudi podporo Levice?
Jaz sem prepričan, da bomo dobili podporo vseh parlamentarnih strank, zato ker nimamo izbire. In katerakoli parlamentarna stranka se bo začela izogibati svoje odgovornosti, bo pač morala polagati račune pred ljudmi. Ampak jaz sem prepričan, da bodo ti ukrepi sprejeti z soglasjem. Vse opozicija je že napovedala v tem studiu ponedeljek podporo tem ukrepom. Povejte nam za konec časovnica. Kdaj bo to po vašem mnenju sprejeto v državnem zboru? Jaz sem to včeraj napovedal že v Novem mestu. Načrt imamo, da naslednji teden na vladi na prvi seji naslednji potrdimo Šuterjev zakon, pošljemo v parlament. Po scenariju, ki je zdaj v igri, ga parlament potrdi do konca meseca novembra, kar pomeni, da v roku enega meseca je zakon v veljavi in najbolj pomembno, ne samo, da je zakon v veljavi, policija končno lahko učinkovito začne preganjati storilce z orožjem. Ampak Storilci so z orožjem, ne policija, da ne bo nesporazumov. najlepša hvala za tale pojasnila. Hvala tudi vam.